Berilo je iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Posnemajte mene, bratje, in glejte na tiste, ki tako živijo, kakor imate zgled v nas. Zakaj mnogi, o katerih sem vam večkrat rekel, zdaj pa celo jokaje pravim, živijo kot sovražniki Kristusovega križa. Njih konec je pogubljenje, njih Bog trebuh in slava v njih osramočenju. Oni mislijo posvetno. Naša domovina pa je v nebesih, od koder tudi pričakujemo zveličarja Gospoda Jezusa Kristusa. Z močjo, s katero si more podvreči vse, bo preobrazil naše borno telo, da bo podobno njegovemu poveličanemu telesu. Zatorej, moji ljubi, dragi bratje, moje veselje in moja krona, tako stojte v Gospodu, preljubi. Božja beseda. Bogu hvala. V Gospodovo hišo pojdemo veseli. V Gospodovo hišo pojdemo veseli. Veselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo veseli. Že stoje naše noge med tvojimi vrati, Jeruzalem. V Gospodovo hišo pojdemo veseli. V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto, vse trdno sklenjeno v sebi. Tja hodijo Gospodovi rodovi, kakor določa Izraelova postava. V Gospodovo hišo pojdemo veseli. Tja hodijo rodovi slavit Gospodovo ime. Tam so postavljeni sodni stoli, stoli Davidove hiše. V Gospodovo hišo pojdemo veseli. Gospod, odpri nam srce, da bomo opazili na besede tvojega Sina. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega Evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem. Bil je bogatin, ki je imel oskrbnika. In tega so mu zatožili, da mu zapravlja imetje. Poklical ga je k sebi in mu rekel, kaj to slišim o tebi? Daj odgovor o svojem oskrbovanju, zakaj poslej ne boš več mogel biti oskrbnik. Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi, kaj naj storim, ker bi moj Gospod jemlje oskrbništvo. Kopati ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me sprejmejo v svoje hiše, ko bom odstavljen od oskrbništva. Poklical je dolžnike svojega gospoda, vsakega posebej, in dejal prvemu, koliko si dolžan mojemu gospodu? 100 mer olja, je rekel ta. On pa mu je dejal, vzemi svoje pismo, brž sedi in zapiši 50. Nato je rekel drugemu, koliko si pa ti dolžan? Pa mu je rekel, 100 mer žita. In reče mu, vzemi svoje pismo in napiši 80. In Gospod je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je razumno ravnal. Zakaj otroci tega sveta so do svojega roda razumnejši, kakor otroci luči. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Današnji evangeljski odlomek nam prinaša še eno v nizu prilik, s katerimi Jezus razlaga Božje kraljestvo, s katerimi Jezus skuša razložiti in pokazati, kako naj bi ravnal
nekdo, ki vstopa v Božjo logiko. Prilika o tem krivičnem oskrbniku je na prvi pogled nerazumljiva, na prvi pogled morda celo nesmiselna. V središču te prilike je namreč gospodar, ki oskrbnika pohvali, ko vidi, da oskrbnik razdaja njegovo imetje. Človeško gledano je po svoje to nesmiselno, ker vsak bogataš, vsak, ki nekaj ima, želi to ohraniti. Želi to ohraniti zase in se bori proti vsakemu, ki mu to na nek način želi odvzeti, ki to želi zapraviti ali pa morda vzeti zase. Zato je dobro, da si prikličemo v spomin, ta prilika pravzaprav govori o Bogu in o nas. Bogataš v tej zgodbi je Bog. Bog, ki je dober, Bog, ki daje, Bog, ki je vir vsega. Vse dobrine prihajajo od njega in jih mi dobimo kot dar. So nam dane kot dar in mi smo povabljeni ne k temu, da jih kopičimo zase, ampak da jih v resnici prepoznamo kot dar in jih uporabimo kot dar. Bodisi zase, bodisi za naše brate in sestre. In težava tega krivičnega oskrbnika je bila predvsem v tem, da je to, kar je bilo gospodarjevo in je bilo mišljeno za delitev, da je to začel kopičiti zase. In v tem zna biti tudi naša težava. Živimo namreč v svetu, ki se ravna po svojih zakonitostih, kjer nekaj pomeni samo nekdo, ki nekaj ima. In mi moramo živeti v tej logiki, moramo živeti v tem svetu, ki nam velikokrat to logiko tudi želi vsiliti. In če smo čisto iskreni, pa se rečemo, sej v končni fazi pač imeti nekaj, to samo na sebi ni greh in je v resnici res. Ampak dobro se je vprašati potem, kaj je pravzaprav tisto, kar me v resnici na dnu vsega, kar me vodi. In tukaj vprašanje je lahko kdaj tudi neizprosno. Namreč, ali jaz lahko v vsej iskrenosti rečem, da sem si to, kar imam, nagrabil iz ljubezni do Boga in do bližnjega. Verjetno je težko pozitivno odgovoriti na ta odgovor, na to vprašanje. Ker gre, če smo tukaj odgovorili negativno, potem je pravzaprav smo na istem mestu, v isti poziciji, v istem položaju, kot je tudi ta oskrbnik. Smo na tem, da nam reče gospodar, slabo ravnaš, daj odgovor o svojem oskrbovanju, zakaj poslej ne boš več mogel biti oskrbnik. Ker si tisto, kar je bilo mišljeno, da bo dar, si začel zadrževati zase. In v resnici edina druga logika, edini drugi način, edina druga pot je pot, ki jo uči Jezus in kateri nas vabi. Da se na te dobrine ne bi oklepali, da jih ne bi jemali zase, da ne bi mislili, da smo mi tisti, ki smo bogataši, ampak da bi razumeli, da smo oskrbniki. Oskrbniki dobrin, katerih lastnik je Bog. In Bog želi, da se te dobrine vedno delijo. Ne zadržujejo, ne grabijo k sebi, ampak se delijo. Edino na ta način je v resnici mogoče živeti z drugimi, z bližnjimi, kot bratje in sestre. Na ta način delimo. Vedno, ko gledam na se, vedno, ko grabim k sebi, se od bratov in sester ločujem, podiram odnose, se od njih, izoliram in na ta način ljubezen, ki jo Bog skozi svoje dobrine vedno znova želi z nami deliti,
ta ljubezen ne pride več skozi. Jaz sem postal ovira, jaz sem postal težava. Ampak po vsem, kar smo v teh odlomkih preteklega tedna, zadnjega meseca, že slišali o tem, kako Jezus vabi k spreobrnenju, kako Jezus vabi k spreminjanju logike, nam je lahko počasi že jasno, da je to edini način, na katerega naj živimo, in zato Gospodar v priliki tudi pohvali krivičnega oskrbnika, ker je končno razumel, da to, kar ima in to, kar je Gospodarjevega, ni mišljeno, da bo za njegovo korist, ampak mora to deliti. Zato ga tudi pohvali, ker je vstopil v to logiko delitve, logiko darovanja, ohranjanja značaja dobrin. Dobrine so darovi in mi smo poklicani, da na ta način živimo. Gospod pravi na koncu te prilike Jezus, in Gospod je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je razumno ravnal. Razumno je ravnal, ker je to, kar ima, delil. In to, kar je Gospodarjevega, ni ohranil zase, ni iskal več svoje koristi, ampak je delil. In to je vse, kar želi Bog, da se mi naučimo. Jezus sicer zaključi in tudi svoje učence povabi temu, da premislijo, pravi, otroci tega sveta so do svojega roda razumnejši, kakor otroci luči. Da bi se znali tudi mi naučiti te logike, da so dobrine dane za to, da se z njimi pridobivamo prijatelje, da se z njimi pridobivamo brate in sestre. Ne pa, da se od njih ločujemo, ne pa, da mi morda sicer živimo v nekem izobilju, okrog nas pa ljudje, zlasti še v času te epidemije, v času te korona krize, morda tudi prikrito, nekateri živijo v stiskah, v težavah, da bi znali to, kar imamo, deliti s tistimi, ki nimajo, in na ta način vstopati v Jezusovo logiko, na ta način vstopati v Božjo logiko, vstopati v logiko ljubezni, ki je v srcu Boga in v kateri smo tudi mi poklicani.